Kdo ali kaj je spletni edukator in zakaj verjamem, da so veščine, torej digitalne, recimo tem veščine, digitalne kompetence in veščina, ki jo mora imeti vsak izobraževalec in ni to nekaj, kar nam lahko oddela ali odnese nekdo drug, recimo nek virtualni asistent ali kdorkoli drug. Hvala, Maruša, tukaj je zedogodek.si, pa dajmo najprej pogledati v bistvu, kdo je spletni edukator. Zdaj, ko sem iskala ustrezno ime, bom rekla, za osebo, s katero pravzaprav delam, oziroma ki so moji programi pa moje storitve namenjene, sem nekako prišla do te točke, da so to v bistvu pravzaprav ljudje, ki izobražujejo druge, zlasti odrasle, oziroma izobraževalci odraslih, ne. Ker če govorimo o učitelju, potem govorimo o izobraževalcu, ki dela v nekem šolskem sistemu. Tukaj pa govorimo pravzaprav o osebah, ki izobražujejo v neformalnem sistemu. To se pravi neformalna znanja oziroma neformalno izobraževanje, kar pomeni po domače rečeno, v bistvu to so znanja in veščine za vsakdanje življenje, v biznisu, v privat življenju, odnosi, tudi osebnostna rast, poklicne veščine, bom rekla, v nekem delovnem okolju in vse te zadeve. Skratka, spletni edukator pravzaprav si, če si recimo podjetnik, jaz temu rečem edopodjetnik, ker izobražuješ, lahko izobražuješ tako rečen B2C, to se pravi business to customers, kar pomeni izobražuješ neke končne uporabnike, lahko si edopodjetnik B2B, ki izobražuje torej podjetja oziroma zaposlene pri nekem naročniku, lahko si pa konec koncev spletni edukator je pa pravzaprav tudi vsaka oseba, ki izobražuje v neki organizaciji, lahko to je izobraževalna organizacija za izobraževanje odraslih, lahko je pa to tudi nekdo, ki je zaposlen v podjetju, pa zdaj izobražuje stranke, poslovne partnerje ali pa konec koncev tudi zaposlene v podjetju. Skratka, skupno nam je to, da izobražujemo za neke, neformalna znanja, na koncu ne nekih uradnih certifikatov, diplom in tako naprej, ampak izobražujemo za neke praktične veščine, ki jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju, v vsakdanji praksi, v biznisu, poslu, delu in življenju. No, skratka. Tako da iz tega v bistvu sem tudi izhajala, ko sem razvijala program Spletni edukator, to je tista naša kaj. Skratka, Spletni edukator je program, ki sem ga razvila z mislijo na to, da ljudem, ki izobražujejo, torej vsem tem spletnim edukatorjem, ki izobražujejo in se pravzaprav mogoče niso po osnovi. Večina ljudi, ki izobražuje, bom rekla tako, v vsakdanjem življenju, ne izhaja iz tega, da ste izobraževalci. Večina vas najbrž ni izobraževalcev, niste delali nekih, bom rekla, pedagoških fakultet ali kaj takega, ne. In v bistvu želim torej v programu Spletni edukator zajamem torej kompetence, ki jih potrebujete kot edukator, bom rekla, iz tega didaktičnega izobraževalnega vidika. Skratka, to komponento zajamem in pa hkrati to drugo veščino, to je pa v bistvu neke tehnične kompetence. Zdaj seveda, ko govorimo o digitalnih kompetencah, to je mnogo več kot samo tehnične veščine, ne. Pri digitalnih kompetencah govorimo o tem seveda, da znate nekako tehnično zgraditi neke digitalne učne vsebine, hkrati je pa to tudi mnogo več, tudi v smislu to, da pač znamo komunicirati, podajati znanje na daljavo na ustrezen način, ki je seveda precej drugačen oziroma vsaj v nekih delih drugačen, kot če mi to počnemo v živo, na klasičen način, na terenu, v predavalnicah in podobno. Tako da v bistvu, ko sem razvijala ta program, sem torej imela v mislih nekoga, ki izobražuje in ki, bom rekla, potrebuje vse te veščine, na eni strani tehnične veščine, kako se recimo, rokuje z orodji, kako v bistvu, zdaj tudi pri orodjih, no, če sem že na tem mestu, ne učim zdaj pač, kje pritisniti gumb, kako pritisniti gumb, kje poiskati gumb, ampak učim, bom rekla, neke principe oziroma koncepte, kako uporabljati ta sodobna orodja, tako da je pravzaprav to znanje, ne glede na to, če vi snemate ali pa nekaj gradite v enem orodju ali v drugem, pravzaprav se da prenesti to znanje oziroma znate zelo hitro potem poiskati rešitve v različnih orodjih. Tako to so te, bom rekla, tehnične veščine in pa na drugi strani, bom rekla, te izobraževalne oziroma jaz jim rečem didaktične veščine. Poleg tega mi je bila pa vedno, bom rekla, tudi osnova to oziroma, bom rekla, neko vodilo tudi to, da se da to početi na ekonomičen način, tako iz finančnega kot časovnega vidika, ker, če vam samo povem iz prakse, pred, 15-20 leti, ko sem sama začela raziskovati in delati v svetu spletnih izobraževanj, smo delali večinoma z orodji, ki so
štartala pri nekaj 100 evrih, pa tja do nekaj 1000 evrov. Skratka, danes pa v bistvu pravzaprav sama delam z orodji, ki so nekaj 10 evrov na leto ali pa nekaj evrov na mesec, oziroma za nekatera e-gradiva in take zadeve celo opcija celo brezplačno. Tako da, ko sem razmišljala, kako naj vam čim bolj nasproti pridem vam spletnim edukatorjem, ki torej izobražujete v podjetju, v organizaciji ali pa kot samostojni izvajalci, in da lahko usvajate hkrati torej te neke tehnične kompetence oziroma neke tehnične veščine in pa hkrati te didaktične veščine. Poleg tega še mečken project managementa, ki ga rabimo, kadar delamo s takimi dolgimi, velikimi projekti, kot so te e-learning projekti in razvoj spletnih tečajev in razvoj spletnih programov. Sem prišla v bistvu do tega, da vam ponudim zadevo nekako v 3 smereh. To je naredi sam, torej v tem smislu naredite lahko s pomočjo spletnega tečaja, torej osnovni krovni proces pravzaprav je enak, ne glede na način, na katerega delate. Vedno je enak proces, ne? Zdaj, v tem procesu pač moja želja je, da vi v tem procesu, jaz vas peljem čez proces, moja želja pa je, da vi v tem procesu odkrijete, kaj je tisto, kar deluje za vas, kar je vam všeč, kar je pisano vam na kožo, kar sede vaši vsebini in tako naprej. Ne? Pač vemo tudi, da smo spletni edukatorji, imamo različne tipe vsebine, moji so mogoče na momente bolj tehnični, vaši so mogoče na momente bolj nekaj osebnostna rast ali pa kaj takega, ali so pa neka strokovna znanja in tako naprej. Ne? Skratka, proces je pravzaprav enak in čez ta proces vas peljem v vseh oblikah izobraževanja. Sem pa nekako se usmerila zdaj v 3 smeri, in sicer ena smer je spletni tečaj za samostojno učenje, kar pomeni, gre za program, s pomočjo katerega te peljem, res, tako dobesedno s tem rečem, je moj klon, kot da bi te peljala, če sediva skupaj 1 na 1, te peljem skozi proces, pokažem, kaj za narediti, razložim ozadje in vse te zadeve, tako da res dobiš, neko tako celostno sliko, kaj treba narediti, in pa tudi zelo konkretno vodim čez ta proces, da tudi dejansko lahko narediš. Tako, to je prva stvar, naredi sam s pomočjo spletnega tečaja spletni edukator, ki prihaja v aprilu 2023 v prenovljeni verziji, kjer pač upoštevam spremembe zadnjih 5 let, to, kar se je spremenilo mogoče na trgu, na e-learning trgu, v orodjih, to, kar sem tudi sama, videla pri mojih strankah, kaj deluje in kaj ne deluje in tako naprej. Skratka, zadeva res še bolj posimplirana, da se res lahko bolj osredotočite na sam proces. Drugi vidik je mentorstvo, torej spletni edukator v obliki mentorstva 1 na 1. Zdaj, če prihajaš iz organizacije, lahko mentorstvo naredimo tudi v nekih manjših ekipah, ne? To se pravi, tudi ponavadi, kadar tudi delam projekte z organizacijami po principu, da naredimo zate, je tako treba tudi peljati pač čez nek tak mentorski proces, tako da tukaj tudi lahko delamo tudi z manjšimi ekipami, tam 2, 3, 4 osebe. Drugače načeloma, če delamo pa samostojnimi izvajalci, pa delam torej 1 na 1. Kar nekaj različnih oblik mentorstva je, od mentorstva, kjer pravzaprav delujeva asinhrono, kar pomeni, predeluješ vsebine, mi pošlješ v pogled, kaj si naredil, te usmeram naprej in tako naprej. Najbolj taka, običajna oziroma najbolj pogosta oblika mentorstva pa je seveda, kjer delava 1 na 1, srečanji v živo preko Zooma, za edopodjetnike oziroma organizacije, kjer delate, projekte, večjega obsega, gre lahko tudi ne samo, ni potrebno samo, da je fokus na kreiranju tečaja, se lahko pač začnemo tudi z nekim takim bolj strateškim posvetom, strateškim delom, kako zdaj vaše programe umestiti v vašo ponudbo oziroma kako to zgraditi za vaš projekt. Skratka, dodamo tudi nek tak bolj strateški koncept. Po novem, tisto, kar je pa, novo, kjer pa nekako vidim, da vas lahko podprem na dolgi rok, pa je nova varianta programa, to je pa mesečni program, jaz sem mu rekla suportno nadaljevalni. Gre namreč za to, da dobite dostop do osnovnega tečaja, torej v mesecih, ko imate plačano, recimo temu, mesečno članarino, ali kako bi temu rekli, imate dostop do osnovnega spletnega tečaja, tako da si ga lahko v miru
predelujete in pregledujete tiste osnovne zadeve, ali pa mogoče samo malo preklikate tisto, kar vas zanima. In pa zraven potem v vsak mesec dodajam nove vsebine, s katerimi vas želim podpreti predvsem pri nadaljevanju. Skratka, osnovni tečaj, videla sem pač v tej praksi zdaj v zadnjih letih, da pač tiste osnove seveda usvojite, potem je pa doskrat so potrebne, bom rekla, neke, ne potrebne, ampak stvari se razvijajo, tehnologija gre naprej, orodja se razvijajo, in v bistvu tam, bom rekla, potem vam lahko ponudim, bom rekla, to neko dodatno nadaljevalno obliko, za katero sem pa pač velikokrat videla to, da če vam samo tisto nadaljevalno dam v obliki nekih video vodičev, je en manko, ki se zgodi, če nimate tistega osnovnega tečaja oziroma neke osnovne vsebine. Tako da bom zdaj to združila skupaj, torej v tem mesečnem suportno nadaljevalnem programu, torej združim osnovni tečaj in pa nadgradnjo, bom rekla, nadgradnja bo vezana tako na, bom rekla, video lekcije, e-gradiva, izgradnjo digitalnih učnih vsebin, na videokonferenčni sistem, zdaj prvotno Zoom, seveda ni problema, podprem tudi za Teamse, potem tudi nekaj na spletne učilnice oziroma na to spletno učno izkušnjo, kako jo graditi v različnih sistemih, in pa dodala bom tisto, kar je pač tudi, bom rekla, neka moja osebna preferenca, to je pa e-marketing, skratka, kako tudi ta, bom rekla, različna orodja, različne koncepte, principe uporabiti, bom rekla, ta digitalna orodja uporabiti tudi za marketing in širjenje besede o vaših online programih, tako da tukaj bom dodala torej tudi nekaj pač torej v tem edu-biznis, edu-marketingu in tako naprej, pač neke take koncepte in tako naprej, tako da v bistvu pač tukaj ta program majčkeno bolj namenjen tistim, ki delate programe ki jih prodajate na trgu. Skratka, ali ste to podjetniki, ali ste pa organizacija, ki trži pravzaprav svoje programe. Skratka, vam bo zelo prav prišlo pač tudi ta četrti steber, bi se rekla, torej ta edu-marketing in edu-biznis. Tako da jaz vas lepo povabim v aprilu 2023, oziroma najbrž že mogoče že celo prej, odprem vrata prenovljenemu programu. Za začetek bom začela s tem, da odprem vrata temu mesečnemu programu, potem pa postopoma, ko bo celotna vsebina izgrajena, odprem tudi spletni tečaj, ki ga lahko kupite za samostojno učenje, in vas res vabim pravzaprav, da skupaj z mano gradite svoje digitalne kompetence. Namreč še tisti del, ki sem ga mogoče spustila, digitalne kompetence so torej veščina, ki je ne moremo, to je v bistvu neka stvar, ki jo pač rabimo imeti mi sami izvajalci, tega ne moremo dati, bom dala primer, lahko najamemo snemalca, ampak snemalec nas lahko posname, lahko nas vodi, kako se postaviti v prostoru, vodi nas, da nam da, ne vem, mikrofon, da pogleda, kako tehnično vse stvari stojijo, ne bo nam pa mogel povedati, kaj je tisto, kar moramo mi povedati, oziroma na kakšen način naj povemo, na kakšen način naj zgradimo tečaj, na kakšen način naj strukturiramo vsebino. Skratka, zaradi tega verjamem, da so pač digitalne kompetence oziroma ta kompetenca poučevanja, prenašanja znanja na daljavo neka stvar, ki jo pravzaprav moramo znati mi sami edukatorji. Zadnja leta so nam tudi pokazala, da te veščine so potrebne oziroma da, ne bom rekla potrebne, ampak da na drugi strani obstaja interes, vse več ljudi se uči na tak način, na tak način smo tudi bolj, bom rekla, uporabniku prijazni, ker si ljudje lahko pogledajo vsebine, ko imajo oni čas, pa ne glede na to, zdaj, a gre za zaposlene v podjetjih ali pa za, bom rekla, neke posameznike, ki se učijo, smo lahko zelo, bom rekla, uporabniku prijazni, če jim dostavimo vsebine v njihovem času in pa, da jim omogočimo, da pravzaprav to usvajajo, to znanje, bom rekla, iz nekega okolja, v katerem so, da ne rabijo se zdaj nekam voziti, pa migrirati, pa zapravljati čas, bom rekla, na cesti in pa na nekih dogodkih. Tako da jaz vas lepo povabim, spremljajte še naprej in pa v kratkem odprem torej najprej mesečni suportno nadaljevalni program, spletni edukator verzija 2.